Spoštovani predstavniki in predstavnice državnih institucij, Svetovne zdravstvene organizacije, stroke in civilne družbe. Dobrodošli na letošnjem nacionalnem simpoziju ob Svetovnem dnevu brez tobaka. Letos poteka pod globalnim geslom Otroci in mladostniki v primežu tobačne industrije. Tako daje priložnost mladim, da pozovejo k ukrepom in se tudi sami aktivno zavzamejo ter poskrbijo za svojo zdravo prihodnost. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, tobačna industrija zgolj za različne oblike oglaševanja, usmerjenega v privabljanje mladih, vsako leto nameni okoli 8 milijard dolarjev. Na tržišče prihajajo vedno novi, še neregulirani izdelki, ki so prilagojeni tako, da so čim bolj privlačni za otroke in mladostnike. Industrija tobačnih in povezanih izdelkov se dobro zaveda dejstva, da čim mlajši je posameznik ob začetku uporabe nikotina, bolj verjetno bo postal zasvojen. Močneje bo zasvojen, bolj zvest uporabnik bo, kljub boleznim in smrtim, ki jih ti izdelki povzročajo. Mladostništvo je ključno obdobje za razvoj možganov, ki se razvijajo do približno 25. leta starosti. Izpostavljenost nikotinu v času intenzivnega razvoja možganov lahko privede do trajnih škodljivih učinkov za miselne sposobnosti, motenj v spominu, motenj pozornosti, razpoloženja in zaznavanja zvoka. Povzroča lahko tudi povečano razdražljivost ali tesnobnost ter zvišuje tveganje za uporabo drugih, tudi prepovedanih drog. V Sloveniji že več desetletij z različnimi ukrepi in aktivnostmi omejujemo uporabo tobačnih izdelkov med prebivalci. Pravkar je bila sprejeta novela zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki s strožjimi ukrepi naslavlja nove tobačne in nikotinske izdelke. Med drugim prepoveduje vse arome z izjemo tobačnih v elektronskih cigaretah. S tem želimo zaščititi zdravje vseh, predvsem pa otrok in mladostnikov. Med njimi namreč uporaba teh izdelkov strmo narašča in je precej višja kot med odraslimi. Poleg tega v Sloveniji že od leta 2017 velja popolna prepoved vsakršnega oglaševanja in razstavljanja tobačnih in povezanih izdelkov na prodajnih mestih, vključno s prepovedjo prodaje na daljavo. A za učinkovito izvajanje le-tega je potreben enoten pristop po celotni Evropski uniji. Zato se je Slovenija pridružila pobudi Latvije in skupaj s še 11 državami članicami pozvala Evropsko komisijo k strožjim skupnim ukrepom. Ti bi vključevali tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah za vse države članice in prepoved čezmejne prodaje na daljavo. In to ne samo za tobačne, temveč tudi za nove povezane izdelke. Le tako bomo lahko učinkovito zaščitili zdravje vseh, predvsem pa mladih, pred škodo, ki jo povzročajo novi tobačni in nikotinski izdelki. Ministrstvo za zdravje skupaj z ostalimi pristojnimi resorji, strokovnimi institucijami in nevladnimi organizacijami izvaja strategijo za Slovenijo brez tobaka 2022 do 2030. Ta vključuje različne ukrepe in aktivnosti za preprečevanje začetka uporabe in opuščanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Med njimi so tudi ukrepi za zmanjšanje cenovne dostopnosti, ki sodijo med najučinkovitejše na tem področju. Ministrstvo za zdravje preko javnih razpisov redno sofinancira programe, ki so namenjeni različnim skupinam prebivalstva, ki jih v sodelovanju s strokovnimi institucijami izvajajo nevladne organizacije. Večletnim medijskim kampanjam za ozaveščanje o škodljivosti kajenja v avtomobilih in drugih zaprtih prostorih se bo letos v kratkem pridružila nova. To bo še širša kampanja za preprečevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga. V prihodnje Ministrstvo za zdravje čakajo novi izzivi, a ne dvomim, da bo nadaljnja krepitev mednarodnega sodelovanja prispevala k uresničitvi naše dolgoročne vizije strategije Slovenije brez tobaka. Njen cilj je,
da bo tobačne in druge nikotinske izdelke leta 2040 uporabljalo manj kot 5% prebivalcev. Naj se še enkrat zahvalim vsem, ki nas danes spremljate in tudi drugače sodelujete z nami. Upam, da bomo v duhu letošnjega gesla mlade še dodatno spodbudili k temu, da se bodo s kritičnim razmišljanjem in iskanjem zdravih alternativ lažje izvili iz primeža industrije tobačnih in povezanih izdelkov. Hvala in uspešen simpozij vam želim.